pozdravljeni in dobrodošli na Slovenski matici na že četrtem letošnjem predavanju v okviru naravoslovno-tehniškega odseka v Slovenski matici pod vodstvom profesor dr. Jerneja Pavšiča, ki pa je danes žal odsoten zaradi bolezni. Današnje predavanje nosi naslov Vloga mikrobioma pri odkrivanju neprenosljivih bolezni. Predavatelj je profesor dr. Blaž Stres, ki ga bom na kratko predstavila. Deluje na področju bioinformatike, specializiran za mikrobno genomiko, metagenomiko in sistemsko biologijo. Njegovo delo se osredotoča na računalniške metode z uporabo superračunalnikov za analizo kompleksnih mikrobiomov, z uporabo v biotehnologiji, medicini in okoljskih znanostih. Prispeval je k razvoju bioinformatičnih orodij in delovnih postopkov, ki izboljšujejo razumevanje funkcij mikrobioma in interakcij z okoljem. Sodeluje pri spodbujanju načel FAIR in pri pobudah za odprto znanost, spodbuja dostopnost podatkov in ponovljivost v raziskavah na področju znanosti o življenju, je vodja skupine bioinformatika kemijskih reakcij v metabolnih odzivih mikrobioma v sklopu odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu. Skupina pokriva 3 področja: informacijski sloji mikrobioma, razgradnja in sinteza biopolimerov ter molekularna evolucija mikrobioma v odzivih na termodinamske izzive. Je avtor več kot 100 člankov, citiran je bil več kot 20.000-krat in ima H-indeks 30. Sodeluje tudi pri številnih industrijskih in raziskovalnih projektih, ki so vpeti v domače in tuje raziskovalne inštitucije, ter deluje kot urednik pri mednarodnih revijah. Profesor dr. Blaž Stres, izvolite. Hvala za ta lep uvod. Današnje predavanje je usmerjeno na eno najnovejših področij v znanosti, za katerega boste tudi videli, da zelo verjetno spominja čedalje bolj na astronomijo. Ta naslov, ki sem ga dal, je morda malček zavajajoč, vloga mikrobioma pri odkrivanju neprenosljivih bolezni, ker ga dejansko uporabljamo za odkrivanje, ali je nekdo že zbolel ali ne. Hkrati nam pa ravno ta pristop omogoča razvozlavati, kakšni so vzroki za te neprenosljive bolezni, pri katerih, kot boste videli, sodeluje tudi sam mikrobiom. Kompleksen sistem je nekaj, s čimer se bomo danes ves čas srečevali. Kot kompleksen sistem lahko vzamete nekaj, kar ima veliko število enih celic, ampak kot kompleksen sistem lahko vzamete že te Linux kapsule, ki imajo 1 milijardo celic, pa so v bistvu vse iste, so čista kultura. Lahko vzamete 1 gram tau, kjer je ravno tako 10⁹ celic, 1 milijarda celic mikroorganizmov, ampak to je več celic, kot je ljudi na planetu v eni žlici. V eni žlici je več mikrobnih celic, kot je vseh ljudi na planetu. In so združbe zelo kompleksno sestavljene iz zelo različnih mikroorganizmov. So prostorsko nehomogeno porazdeljene, podobno kot naša populacija. In še korak naprej lahko vzamemo produkt našega prebavnega trakta, feces, kakec. In če pogledamo, ima 10⁹ celic na desetinko, 10 tisočin grama. Ampak potem, ko pa to normiramo na en dan, na en naš produkt prebavnega trakta, je pa to 10⁻13 celic. To je 10.000 milijard, 10.000 gramov bi morali pojesti, 10.000 kapsul Linuxa bi morali pojesti, zato da bi imeli enako število celic, kot jih vsak dan mi sami sproduciramo. In to je v bistvu neke vrste reaktor, ki je še veliko bolj kompleksen, ravno tako neenakomerno porazdeljen, dinamičen in je, kar je pomembno, v interakciji z nami. Ves čas se pogovarja z nami. Zdaj moramo si pogledati, kako kompleksen sistem je to v primerjavi s tem sistemom, na katerem živimo. V bistvu kompleksni sistemi nastanejo skozi evolucijo kosov, ki potem gradijo te sisteme in ti sistemi se potem razvijajo skozi čas. Vesolje je tak velikanski sistem, 15 milijard
skoraj 5 milijard naš planet. Naš planet tudi ni bil večino časa tak, kot je danes. Večino časa je bil brez kisika ali pa samo mikrooksičen, z manj kot 7% kisika, to, kot ga je danes, je v bistvu manj kot 1 milijarda let. Se pravi, se kompleksni sistemi ves čas spreminjajo in v takem kompleksnem sistemu je skozi množico zadnjih skupnih univerzalnih prednikov nastalo življenje. In danes življenje je sestavljeno iz 3 različnih velikih vej. Eno vejo predstavljajo bakterije, eno arheje, drugo pa mi, kot eukarionti, kamor spadajo vse živali, rastline in to. Kako smo pa nastali, je pa pomembno za razumevanje naših neprenosljivih bolezni. Pred skoraj 1,8 milijarde let, 2 milijardama let, je enega prednika proteobakterij požrla ena arheja in tako smo dobili mitohondrije. In še danes imamo mi kot živali endobionte, udomačene proteobakterije. Kako so nastale rastline? Tako da so enega prednika današnjih cianobakterij ti isti eukarionti požrli in smo dobili rastline. In še danes imajo rastline endofite, se pravi bakterije, ki živijo noter, plus da imajo kloroplaste. Tudi neprestano vdirajo v nas razni patogeni, od virusov, bakterij, gljiv, protozojev, in je naše življenje neposredno obkroženo z njimi. Se pravi, iz tega skozi zgodovino lahko izpeljemo, da mikrobi ves čas vstopajo v druge organizme in se vprašamo, kako je to možno. V bistvu je odgovor sila preprost, ker govorijo podoben biokemijski jezik. Cel ta svet, ki ga opazujemo, je pa obkrožen z DNA, RNA virusi, z mobilnimi elementi, ki se v bistvu spet kot eni avtomati prekladajo iz genoma v genom in šarijo po njih in spreminjajo njihove lastnosti. In še korak naprej, zdaj ko so te živali, rastline vsi nastali, si lahko pogledamo, kako nastanejo nova okolja v nas samih. Si lahko vzamemo enega tega preprostega eukarionta, enega ciljata, tlele ima svojo prehranski jarek, v katerega zajema koščke hrane in jih obdava v okolje, te v okolje potem plutajo tle nakrog po celici in se nekje na enem določenem mestu iz teh membran izločijo ostanki ven. Ampak novo okolje je nastalo v trenutku, ko je bilo te hrane zelo veliko, se je ogromno teh v okolje enostavno združilo in ste dobili prebavni trakt. Primarni prebavni trakt, ki je imel neke nove termodinamske lastnosti in v katerih so se naselile bakterije in tudi virusi. In danes vemo, da se v naših prebavnih traktih, v prebavnih traktih vsakega človeka vsak dan zgodijo milijarde mutacij v genomih mikroorganizmov, ki tam noter živijo. Zdaj pa si dajmo pogledati, ko smo se to pot sprehodili, kaj kompleksen sistem je. Kompleksen sistem nastane, ko male enote nelinearno interagirajo in generirajo nove lastnosti, ki jih nobena prej ni imela. In ko pogledamo bakterije, arheje, ki so dale vse te današnje eukarionske organizme, ugotovimo, da je to en sam velikanski biokemijski kontinuum, da kemija je kemija, vodna molekula je vodna molekula, pa če je v bakteriji ali pa če je v človeku isto CO2. In te kosi interagirajo čez biokemijski kontinuum med sabo. Skozi evolucijo se je samo povečevala fizična kompleksnost kontejnerizacije biokemijskih procesov, iz česar je potem išlo, da smo tudi živa bitja, kompleksni sistemi, ki imamo svoje podsisteme. Srčno-žilni sistem, pljučni sistem, možgani, prebavni trakt. In neprestano kemijsko komunicirajo in so izpostavljeni parametrom okolja. In tle potem pride do izraza tudi ta pomislek, da mi kot ljudje venomer mislimo, da smo mi tisti, ki preganjamo mikroorganizme. Se pravi, mi mislimo, da smo mi ta lisica, ki z antibiotiki preganja male zajčke, male bakterije ali pa viruse. Ne, v bistvu je ravno obratno. Mi smo ta zajček in tega zajčka preganja na milijarde bakterij in arhej in gljiv in protozojev, ki pa imajo veliko daljšo zgodovino na tem planetu od nas. In zdaj ta kompleksnost sistema postane jasna, ko vzamemo kot enoto naše človeško telo in pogledamo metabolno bazo humanega telesa. Bazo molekul, ki jih najdemo v nas, pa pogledamo, koliko genov imamo. En človek ima 20 000 humanih genov in nekako smo ocenili, da tam
recimo 1/4 milijona metabolitov, od tega jih je vsaj 50% mikrobnega izvora. Se pravi, kar plava v naši krvi, je več kot pol mikrobnega izvora. Ampak mikroorganizmi imajo 1000-krat več unikatnih funkcionalnih genov, se pravi, njihov metabolni potencial bistveno večji in se lahko torej vprašamo, koliko metabolitov pa lahko naredijo mikroorganizmi v našem telesu. In odgovor je ogromno. Vpleteni so praktično čisto vse. In se pravi, ta kompleksnost sistema je povečana zaradi interakcije vseh teh kosov, ki so prisotni v nas. In ti kosi predstavljajo ta velikanski metabolni ocean, jaz sem temu rekel kemični, brezžični internet, ko molekule, ki jih mikroorganizmi naredijo ali pa ki jih človeška celica naredi, enostavno plavajo sem pa tja po našem telesu in obveščajo drug drugega. Zdaj, če pogledamo, naše telo je sestavljeno iz celic. Mi imamo 3x10⁻³ celic na telo, vsakih 7 let se nam zamenjajo. V našem celici imamo genom, ki se prepisuje v transkripte, v proteom, v metabolome. Imamo noter tudi mitohondrije, te udomačene proteobakterije. Jih je tam od enega samega do par tisoč na celico v mišicah in se tako iz minute v minuto prilagajajo svojo aktivnostjo. In ti mitohondriji imajo ravno tako svoj genom, svoj transkriptom, proteom, metabolome. In okrog njih v našem prebavnem traktu na sluznici imate 3,8x10⁻³ celic na telo, ki se zamenja vsakih 24 ur. Se pravi, naše celice z dokaj enostavnim genomom in toliko celic, ki imajo približno 1000-krat več genov kot naše lastne celice. In ta mikrobiom je sestavljen iz 1000 vrst, iz različnih domen, bakterij, arhej, gliv, protozojev, virusov, mobilnih elementov, ki ravno tako imajo svoje genome, generirajo svoje mRNA, delajo svoje proteine, delajo svoje metabolite, hkrati pa še spreminjajo vse, kar naredi človeško telo. Ta rdeči okvirček nekako ponazarja našo humano celico v našem telesu. Zdaj, kar se dogaja, je to, da mitohondriji delujejo kot rečevalci signala, ker so dejansko samo udomačene bakterije v našem telesu. In ko zunaj njih, zunaj tega živalskega vrta, v katerega so zaprti naše celice, rjovi 10⁻³ drugih malih levčkov, ti mitohondriji zelo dobro razumejo, kaj se dogaja in to sporočajo potem v jedro naše celice. In ne samo to, ker zelo dobro berejo, so njihovi signali dejansko ojačani, zaradi tega, ker berejo, kaj se dogaja zunaj v naših sluznicah. In to potem vse skupaj vpliva na to, kako naše telo deluje in za bolezen in staranje sta glavna dva parametra, ta oksidativni stres in vnetje. Zdaj, ta kompleksna slika je seveda povezana z našo merilno tehnologijo. Zdaj, če mi koncentracijo enega analita čedalje zmanjšujemo, potem imamo čedalje večje napake. Če gledamo nekaj na velikostni skali kilograma, je dosti enostavno, ko gledamo na velikostni skali nanogramov, je naša merilna tehnika malček manj zanesljiva. In iz tega pride ta Horvicova trobenta reproducibilnosti naših meritev. Zdaj, to Horvicovo trobento napnemo na ta kompleksen prostor velikostne skale, kjer mi merimo stvari, pa na časovno skalo, ki je druga os, pa na tretjo tridimenzionalno os, kjer merimo parametre. In če imamo tle logaritemsko skalo, tle je velikostna skala 1 metra, je naše telo, tle so nanosekunde, tukaj so nanometri, tukaj so mikrosekunde, na tej strani je že celotno človeško življenje. In potem vidimo, da določeni procesi, kot so encimska kinetika ali pa molekularna biologija, se dogajajo na teh zelo majhnih velikostnih in časovnih skalah, ampak njihovi efekti se dogajajo pa tle, kar smo mi sposobni meriti na velikosti človeškega časa, tednov, dnevov, mesecev in velikostni skali naših organov. Na tej navpični osi imamo pa merjene parametre, ker lahko dejansko zmerimo 10 na n variabel naše podatke in ko damo čez to negotovost, ugotovimo, da naše neznanje izhaja predvsem iz tega, kar tle na teh manjših velikostnih skalah velikosti in krajših časovnih skalah ne znamo dobro meriti. Ampak
Postane pa jasno, da vzroki na tej strani in manifestacije bolezni se dogajajo na različnih časovnih in velikostnih skalah. Zdaj, če ponotranjimo to, da kompleksni sistemi nastanejo, ko male enote interagirajo na nelinearne načine, s tem generirajo nove lastnosti, ki jih nobena od enot ni prej imela, ugotovimo, da gostitelj, rastlina, žival, gljiva, je čisto vseeno, vsi imajo nek genom in ta genom se odziva na parametre okolja. In s tem, ker se ta genom odziva na parametre okolja, dobimo epigenetske regulatorje, transkripte, mRNA-je, proteome, se pravi množico encimov, ki se proizvajajo, encimi proizvedejo male molekule in na tem telesu, na tem fenotipu, ki ga vidimo, to smo pač mi, posamezna žival, posamezna rastlina, imamo še mikrobiom. In ta mikrobiom ni zadnja informacijska rezina, ampak tukaj prihajajo še druge informacijske rezine, ki se porajajo z novimi tehnologijami, z ogljikovih hidratov, lipidov in vseh teh ostalih derivatov, lipopolisaharidov, glikoproteinov, proteoglikanov in tako naprej. Ta matrica mikrobioma se pa še naprej razpne v bakterije, arheje, gljive, protozoje, viruse in mobilne elemente. In zdaj, če je to naš genom enega posameznika, mi izvajamo študije, ki so povezane z analizami, kateri geni vodijo v določene bolezni, pri mikrobiomu in potem ugotavljamo, kako so povratne korelacije glede na odziv okolja in kako se spreminjajo metabolom človeka, če trenira, proteom, če se na določen način prehranjuje. Ampak tudi za mikrobiom je značilno, da čisto vsak mikroorganizem tukaj noter v našem prebavnem traktu, na naših sluznicah, vsak ta mikroorganizem ima svoj genom, imajo svoje epigenetske regulacije, če so eukarioti, generirajo svoje transkripte, proteome, metabolome, imajo mobilne elemente, viruse in se pravi tle na tisoče vrst mikroorganizmov, ki povečujejo s svojim metabolizmom kompleksnost okolja za gostitelja in predstavljajo res veliko informacijsko raznolikost v gostitelju, ki jo lahko izkoristimo za informacije o njihovih latinskih afiliacijah, kjer funkcionalne gene imajo, metabolne poti, encimske reakcije in kaj delajo. In v tem množici podatkov mi iščemo informacije o tem, ali lahko ločimo bolezen bolne od zdravih, eno bolezen od druge bolezni in kako to čim prej odkriti, s tem, da določimo biomarkerje, ne samo enega, ampak konstelacije biomarkerjev in v bistvu zato, da vidimo, kako sistem deluje. Zdaj, to je sličica enkratne meritve v eni točki, v enem času, v enem gostitelju. Enkrat si to pogledamo njegov genom, pa kaj ima noter, pa kjer je mikroorganizma ima, pa kaj ima noter. In če pa zdaj te število meritev povečamo, pa dobimo v pogledu to, kako se mi razvijamo skozi prostor in čas v različnih gostiteljih. Zdaj, klasična slika mikroorganizmov izhaja iz bolezni, ki so dolgo časa pestile človeštvo in to so en povzročitelj, ena bolezen, kužne bolezni, dokaj enostaven model, ki temelji na Kochovih postulatih. Se pravi, en mikrob je prisoten v bolnih in ne v zdravih, izolirate ga v čisto kulturo in če v čisti kulturi povzroči v testu spet bolezen, ga ponovno izolirate in mora biti enak kot ta v drugi točki. In to je v bistvu kontroliran faktorialen eksperiment, s čimer smo izkoreninili ali pa vsaj omejili veliko število kužnih bolezni, ki danes so kar dobro kontrolirane. Nasprotno pa imamo množico drugih bolezni, ki danes so največje breme za javno zdravstvo v Evropski uniji, pa v ZDA, pa v praktično celotnem razvitem svetu. In to so neprenosljive bolezni, ki niso kužne in te so povezane z nevrologijo, z bolezni srca, debelostjo, metabolnim sindromom, boleznijo črevesja, tip 2 diabetesa, razni raki, alergije, avtizem, depresija,
Alzheimer, Parkinson, skizofrenija in podobno. In za te bolezni se ne da narediti takega enostavnega modela, kot je Kohov, ker pač ni povzročitelj samo en. En del vzrokov za pojav bolezni je seveda lahko genetski, da smo nagnjeni. Del te nagnjenosti se izrazi zaradi izpostavljenosti kemikalijam v okolju. En del je čisto samo prostorsko organiziran zaradi našega ozadja, velik del je pa nerazložen. Mi verjamemo, da to, kar je v tem trenutku nerazloženo, zakaj se te bolezni pojavljajo, v to lahko v dobršni meri razložimo z informacijskimi rezinami, ki prihajajo iz mikrobioma. Veliko teh bolezni je pa že predtem bilo nekako povezanih z metabolnim stanjem našega prebavnega trakta. Kar pomeni, da imamo 10 na N mikrobov ali pa metabolitov in je praktično nemogoče uporabiti te Kohove postulate. Se pravi, če bi mi hoteli delati te klasične redukcionistične eksperimente, bi to pomenilo, da imamo 10 na 13 celic, ki jih moramo v različnih kombinacijah skupaj zložiti in bi potrebovali praktično neskončno časa in virov za analizo tako velikega števila faktorialnih eksperimentov, ki pa bi bili na koncu nesledljivi. Zato pač tega ne moramo delati in se moramo drugače zorganizirati in to je to, da začnemo analizirati, pristopati na nivoju podatkov z vrha celostno in da naredimo kosovnik list delov, ki so v našem telesu, njihovo fizično razpostavljenost, asociacije in uvedemo nove oblike statistike. In dejansko ugotovimo, kateri parametri so pomembni za delovanje sistema. Če bi naredili sliko tako, da bi ugotovili faktorialno, kje lahko človek živi, potem bi morali iti od praktično 0 Kelvina do 5000 Kelvinov na Soncu, delati faktorialne eksperimente, ali človek preživi pri resoluciji 10 Kelvina navzgor in bi ugotovili, da ne. Isto bi morali imeti tlak od 0, brezzračen prostor, do 1000 barov, da ugotovimo, kje človek deluje. In zato, ker bi bila to velika potrata resursov, pač pogledate gostotne porazdelitve, pri katerih parametrih se nahaja največji delež ljudi in ugotovite, da je to nekje v temperaturnem razponu od 10 do 35 stopinj, tlak 1 bar, 21% kisika in vidimo, kateri parametri so potrebni za delovanje sistema. In točno tle pride do izraza naš kompleksen model, ko z vrha pogledamo na podlagi podatkov, kako delujemo. Ampak zato, da pa to lahko naredimo, je potreba po računskih orodjih, računalniških programih. In če je cesta inštitucija, je ta kamion, ki je prekucnen naš operacijski sistem na računalniku, ti koluti so razni programi, teli ljudje, ki ne vejo, kaj bi so programeri, to so vaši sodelavci, ki raj se skrijejo od zadaj za vsem in to je pa v bistvu plan dela, ki bi mu morali slediti, pa ga noben več ne gleda. In ravno zato, ker je to tako neorganizirano in obstaja cel kup problemov, je ta potreba po novih orodjih z visoko zmogljivostjo še toliko večja, ali mi smo se pač tega lotili, kot je bilo že uvodoma povedano. Jaz bom samo na kratko predstavil 3 ta naša orodja in kaj nam pri odkrivanju neprenosljivih bolezni dejansko pomagajo in kje nam pridejo prav. Eno od teh orodij je GAMP, na kratko. Vzamete 16S RNA, gen za 16S RNA, ga pomnožite pri bolnih in zdravih, targetirate vse bakterije in potem to spustite čez naše programovje, ki vam jih razvrsti v, bom rekel, telefonski imenik latinskih imen. Ali so v rodu, ali so operacijske taksonomske enote, ali so samo sekvenčne variante, ampak ne ostane samo pri tem naboru latinskih imen, temveč iz njih potegnemo tudi informacijo o enzimatskih reakcijah, metabolnih poteh, predvidenih metabolitih, se pravi, lahko bistveno podaljšamo naš vpogled v mikrobiom, kaj dela. In če pogledamo tle gastrointestinalne paciente, so ta kupček, ki je pretežno rdeč, in tle imamo zdrave kontrole, vidimo, v čem se njihove metabolne poti razlikujejo.
In s tem dobimo pogled v to, kaj mikroorganizmi drugače počnejo pri bolnih glede na zdravje. In tukaj se začne druga, bolj globoka pot preko metagenomike in sestavljanja genomov, ko posekvenciramo lahko za veliko globino nukleinske kisline mikroorganizmov iz prebavnega trakta ali pa sline in potem po kompliciranih poteh računanja z uporabo velikega števila programov ugotovimo njihove evolucijske odnose, ugotovimo, kje gene nosijo, izračunamo, kako so med sabo ločeni, ločene vrste, vzpostavimo njihovo taksonomijo, odnose, njihove metabolne modele in to vse z uporabo superračunalnikov in programovja, ki je izrazito ponovljivo in nam omogoča kjerkoli na planetu priti do istih rezultatov. Tukaj je sem tak kratek pregled, ne zato, da bi si zapomnili, ampak lista programov, ki smo jih vse zintegrirali v en tak velikanski tobogan, kjer so vsak zase izolirani v različnih okoljih za našo rešitvijo takega programovja. In ravno novi pristopi omogočajo, da imamo danes popolnoma drugačen pogled na mikroorganizme, kot smo jih imeli še 5 let, 7 let nazaj. In to dokaz za to je ta Genome Taxonomy Database, podatkovna baza mikrobnih genomov. Če na tej strani samo pogledamo te letnice, 2018 smo imeli ene 9000 bakterijskih vrst, 7 let kasneje jih imamo 107.000. Zakaj? Ker smo sprejeli novo tehnologijo in znamo bolje analizirati podatke. Arheje, ki živijo v globokomorskih gorelcih, pa tudi v našem prebavnem traktu, takrat jih je bilo, ne vem, 500, danes jih imamo skoraj 6000. In se pravi, lahko samo vidimo, kako se z razvojem tehnologije naš pogled v mikrobiom bistveno spreminja. Zdaj, če pogledate bakterijsko taksonomijo, klasično, ki nekako velja za bakterije, arheje, glive, protozoje, viruse in mobilne elemente, v 150 letih smo imeli ene 4000 vrst bakterij. Z novo tehnologijo smo jih odkrili 10.000. Potem smo z drugo generacijo tehnologije prišli do točke, da jih imamo danes 107.000, za katere pred tem nismo vedeli, so in te številke še rasejo, ker smo čedalje boljši pri sestavljanju njihovih genomov. Ta nova tehnologija, ki jo pa zdaj po recimo 170 letih uvajamo, pa nam omogoča videti, da vsak dan v vsakem od nas nastanejo milijarde novih mutacij, ki pa so lahko klinično pomembne in pomeni, da v nas ni mikrobov, ki bi jih lahko dvakrat izolirali. Podobno kot ne stopimo v isto reko dvakrat, tudi istega mikroba ne morete dvakrat izolirati, zato ker bo se razlikoval v parih mutacijah. Molekularna evolucija poteka tako na DNA kot aminokislinski ravni in na njo deluje selekcijski pritisk s strani okolja, pa tudi s strani gostitelja. In tretje orodje, s katerim pa mi zdaj vstopamo na področje neprenosljivih bolezni, je pa ta MetaBakery, kjer smo združili podatke iz preko 150 študij, kliničnih, 65.000 vzorčkov prebavnega trakta, 18 bolezni, še delamo nove kohorte in smo razvili programove, ki teče na superračunalniku Vega ali pa Meister ali pa Mach 2 v Avstriji in integrira kar en velik set programov, zato da dobimo za naše vzorčke matriko, ki opisuje taksonomijo, diverziteto, funkcionalne gene, encimske reakcije, metabolne poti, metabolite, metapodatke pacientov imamo, okolje pa lahko še dodatno izmerimo. In vse to potem združimo v dosti kompleksne analize, parametrične, neparametrične, multivariatne statistike ali pa strojnega učenja. In to nas pripelje potem do ene pomembne točke, ki lahko rečemo, da zdaj kompleksen sistem pretvarjamo v listo komponent, listo delov. In se vprašamo, zakaj? Zakaj to delamo? Ker edino na tak način lahko ugotovimo, katere od vseh teh milijonov variabel so dejansko pomembne za delovanje sistema.
Zdaj, če pogledamo na nivoju taksonomije, funkcionalnih genov, encimskih reakcij, metabolnih poti, metabolitov, imamo tle 107 tisoč vrst bakterij, ampak tle noter je skritih 20 milijonov funkcionalnih genov, 100 tisoče encimskih reakcij, 100 tisoče metabolnih poti, ogromno število metabolitov, če pomerimo še listo iz okolja, imamo spet par milijonov variabel. Podelamo še podatke od gostitelja in v bistvu imamo zdaj nabor podatkov, ki opisuje zdrave in ki opisuje bolne. In zdaj moramo križ-kraž pogledati, v čem se te matrike med sabo razlikujejo. Zdaj, a rečete temu, da je to kontrola kakovosti, bioinformatika, statistika, računska biologija, strojno učenje, umetna inteligenca, integracija podatkov, čisto vseeno, ker tle za NS, moram poudariti, je to kratica za Natural Stupidity. Če je ta AI, Artificial Intelligence, Natural Stupidity je simbol, s katerim želim pokazati, da vse predpostavke v vse naše programovje, statistične prijeme, matematiko, vse je podvrženo našemu razmišljanju, našim predpostavkam. Se pravi, ker mi nismo nezmotljivi, tudi vsi ti stroji niso nezmotljivi in je Artificial Intelligence pravzaprav napačna oznaka za to, ker programi niso inteligentni, ampak samo delajo tisto, kar mi povemo, če mi štartamo z napačnimi predpostavkami, tudi oni ne morejo delati prav. In zdaj smo na točki, ko na sisteme, kompleksne sisteme gledamo skozi ekologijo, sistemsko biologijo, sistemsko medicino, kmetijstvo, katerokoli besedo vzamete, je praktično čisto vseeno, ker je ta pravi pogled na to s temi matrioškami, temi ruskimi lutkami, ko ta velika ima noter skrito manjšo, manjša ima še manjše in tako naprej. Ampak na tej strani pa govorimo o podatkih. In zdaj genom gostitelja je relativno majhna matrika. Epigenom gostitelja je bistveno večja. In ko odprete vsako to manjšo, skoči ena večja ven, en večji set podatkov skoči ven. Ko imate transkriptom, je bistveno večji proteom, iz proteoma še večji metabolom in to je vse samo od gostitelja. In ko gostitelja dobro obdelate, pride mikrobiom in njegova taksonomija, mikrobiom in njegova funkcionalni geni. In ko to veliko matrioško končno odprete, skoče ven all the bad guys, vsi slabi fantje, transkriptom od mikroorganizmov, proteom mikroorganizmov, metabolom mikroorganizmov in aktivnost mikrobioma, da spremenijo praktično čisto vse. Na koncu imate pa še viruse, transpozone, mobilne elemente, ki komplicirajo celotno zgodbo. In zdaj, kaj je kompleksen sistem? Ali je gostitelj kompleksen sistem? Ali je kompleksen sistem vse skupaj, od mikrobioma ali oboje? In pridemo do točke, ko moramo dejansko razmišljati o velikanski integraciji podatkov in ugotovimo, da vsak tale dataset je kot mala kapljica na tej mreži in da to, ko eno točko zategnete, zacenglja vse skupaj in se vse med sabo pogovarja. In to je zdaj vstopnica za naše poglede na neprenosljive bolezni. Se pravi, vzamemo vzorec fecesa ali pa za druge meritve pri metabolomiki urin in pogledamo vse informacijske rezine, ki jih lahko dobimo iz tega mikrobioma. Taksonomijo, diverziteto, funkcionalne gene, encimske reakcije, metabolne poti, metabolite in imamo potem za 60 tisoč vzorcev, kot jih imamo tukaj, čez 30 milijonov variabel, ki opisujejo lastnosti teh preiskovancev, teh bolezni iz kliničnih študij v primerjavi z zdravimi. In ko imamo potem naprej možnost napraviti klasifikacijske modele, ugotovimo, da so v bistvu ti klasifikacijski modeli, ki ločujejo množico neprenosljivih bolezni eno od druge, v resnici presenetljivo dobri. Se pravi, smo skoraj 90% resnično pozitivni, pa manj kot 4% lažno pozitivni. In lahko ločujemo debelost, T2 diabetesa, glukozno intoleranco, reumatoidni artritis, raka, debelega črevesa, Crohnovo, bolezen ulcerativni kolitis in tako naprej. Tako da zdaj smo začeli še avtizem, epilepsijo, tike, depresijo in tako naprej. In vse to nam omogoča strojno učenje na vseh teh svojih mikrobiomah, ki sem jih opisal,
Ti sloji mikrobioma so pa pomembni zaradi tega, ker omogočajo učinkovito ločevanje med zdravimi stanji in bolnimi. To ločevanje zahteva pač velike količine podatkov, s katerimi identificiramo biomarkerje kot konstelacijo več sto spremljivk, preko katerih ločujemo bolne od zdravih. Ampak zato pa razvijamo tudi nove statistične pristope, novo programovje, ki podpirajo tako analizo teh podatkov kot samo molekularno evolucijo, modeliranje presnovno, s čimer pa potem na koncu ugotovimo, da so nekatere presnovne poti pri tipu 2 diabetesa bolj izražene kot pri neki drugi bolezni ali pa manj izražene kot pri zdravih. Ugotovimo, da 80% metabolitov praktično 80% metabolitov v naši krvi je dejansko mikrobnega izvora. Ali so jih mikrobi naredili ali pa so spremenili naše metabolite. Zato ni čudno, da imajo mikroorganizmi tako velik vpliv na to, kako naše telo deluje. In s tem, ko vse to analiziramo, ustvarjamo povezave z boleznimi, kako informacije iz prebavnega trakta, mikrobioma prebavnega trakta povezati z boleznimi, zato da lahko naredimo orodja za zgodnje opozarjanje na razvoj teh bolezni. En tak primer je, ko imamo tle množico enih bolezni in samo eno rezino informacij, to je taksonomija, telefonski imenik, in imamo potem tle en primer, ko je taksonomija dovolj uporabna in tle množico primerov, ko taksonomija ni dovolj uporabna. Za cirozo jeter je dovolj v redu, za ostale pa niti ne. Kar kaže, da je smiselno uporabiti množico vseh informacij, ki nam jih mikrobiom ponuja. Recimo tle je primer za depresijo, ko imamo posamezne informacijske rezine, taksonomija, diverziteta, funkcionalne gene, encimske reakcije, metabolne poti, matrike, 20 milijonov variabel tlele, ampak šele, ker združimo vse te najbolj informativne cenilke, nam omogočijo zelo dobro ločiti depresijo od zdravih in napovedati, kdo bo imel depresijo, kdo ima depresijo na podlagi enostavne analize fekalnih vzorcev. Zdaj, če pogledamo depresijo bolj poglobljeno, na vsakem nivoju taksonomije, diverzitete, funkcionalnih genov, encimskih reakcij, metabolnih poti, predvidenih metabolitov, če bi to modelirali, bi imeli v bistvu relativno slabe modele. V trenutku pa, ko mi vse te podatke združimo, je pa ta model bistveno boljši in je ta F1 recimo zelo v korist temu, da je sposobnost napovedi, ali ima nekdo depresijo ali ne, bistveno boljša od 10 psihiatrov, ki ocenjuje 100 bolnikov, kajti njihova ponovljivost je manj kot 8%, naša je pa tle 94%. Se pravi, da strojna analiza naredi korak naprej. In celoten naš pogon temelji na tem, da nismo skoncentrirali samo na eno bolezen, ampak v tem trenutku obravnavamo 18 različnih bolezni plus zdrave, uporabljamo vse te različne informacijske rezine mikrobioma in jih združujemo v analizo. Rezultat je pa kakor en histogram verjetnosti za posamezne bolezni. In ko pogledamo te D1, D2, D3, to so samo oznake za posamezne bolezni. Za te bolezni, katerih imena poznamo, lahko pogledamo tudi njihove lastnosti v podatkovnih bazah, izračunamo mreže, podobnosti, fenotipe ljudi pri posameznih boleznih, clinical concept embeddings, se pravi jezikovni modeli, ki ponazarjajo, kako zdravniki sprejemajo odločitve. Tak rezultat, kakšen je signal v prebavnem traktu enega človeka, tak signal mi dejansko številčno lahko povežemo z informacijami, ki govorijo o boleznih, z mednarodnimi kodami bolezni. In ko te kode poznamo, ker pač poznamo imena naših bolezni in verjetnosti za te bolezni, poznamo tudi
odnose med vsemi temi boleznimi, v bistvu ena taka velikanska mreža podobnosti ene bolezni z drugo in to lahko povežemo z ostalim medicinskim znanjem. Se pravi, to našo mrežo bolezni in verjetnosti za naše bolezni, ki smo jih ugotovili z analize FECES-a, povežemo z združenim medicinskim jezikovnim sistemom. V bistvu je to velikanski jezikovni model, ki združuje vse informacije o boleznih. Povežemo ga z informacijami, katera zdravila so predpisana za določene bolezni in potem naredimo povezave med boleznimi in zdravili, katera zdravila se smejo predpisati, če ima človek 3 ali pa 5 bolezni. In to znanje še dodatno povežemo z dodatnim nivojem, ko vzamemo še zunanje baze, zato da bi izboljšali napoved, ki je, kaj pa naj naredim s takim človekom, ki ima recimo tak profil, take verjetnosti za bolezni, katera zdravila naj mu predpišemo. In če pogledamo tle na primer ulcerativni kolitis, imamo ime bolezni, imamo kodo, še katere druga imena se uporabljajo, definicije, katere relacije ima z genetskimi variantami, kako se zdravi z določenimi boleznimi in praktično to pomeni, da iz fekalnega vzorca ekstrahiramo DNA, posekvenciramo z našim programom in to razvijemo v podatkovne matrike taksonomije, diverzitete, funkcionalni geni, encimske reakcije, metabolne poti, predvideni metaboliti, metadata preiskovancev in iz tega, na podlagi teh podatkov, sklasificiramo naš neznani vzorček po verjetnostih za posamezne bolezni. Poznamo podobnost teh bolezni, podobnost teh bolezni povežemo z vsem ostalim znanjem in na področju medicine, na področju farmacije, katera zdravila so kontraindicirana za določene bolezni, če se hkrati pojavljajo, povežemo z novim znanjem in v bistvu danes imamo take preliminarne izvide za klinike, na podlagi katerih se oni lahko odločajo, katero zdravilo pa naj temu človeku, ki ima tip 2 diabetesa, torej je predebel, malček je depresiven, inzulinska rezistenca, metabolni sindrom, lahko ima še kakšno drugo stvar in na podlagi tega se izčistijo predlogi za klinika, da se lažje odloči, kaj napraviti. Se pravi, ljudje smo dejansko res en velik kompleksen sistem, naša varilna tehnologija se izboljšuje, se pravi, gremo čedalje bolj na nanoskalo. Znotraj vsega tega pri neprenosljivih boleznih so udeleženi mikroorganizmi in kot smo rekli na začetku, so vzroki za bolezni na tej strani, manifestacije bolezni pa na tej. In vzroki za bolezni in za staranje so pač kemične reakcije. In te kemične reakcije potekajo na tej mali skali, tako velikostni kot časovni. Njihove manifestacije se pa dogajajo na tej veliki sistemski ravni, na velikosti metra in tednov, mesecev, let. Vse ostalo, jaz pravim, je brokoli. Zakaj brokoli? Ker se ta stanja, kemijska stanja na tej strani vejajo potem kot brokoli, če ga presekamo na pol, se lahko zamislimo zdravo stanje, tle gor bolezen in kot vidite, potem to zdravo stanje nekako veja v različne druge podvejice. In zdaj tole širino bi lahko rekli, ok, to so meje tolerance sistema v zdravem stanju, se pravi, ni samo ena biokemijska, ni samo en način, kako je biti zdrav, so neke tolerančne meje in to je pa zdaj nek gradient v multivariantnih pogojih fizike, kemije, časa, razdalje med okoljem, interakcije delov, se pravi, zelo je povezano s termodinamskim stanjem našega okolja. In te stvari potem lahko ponazorimo kot
gibanje enega zdravega osebka znotraj teh tolerančnih mej do konca življenja, ali pa kako nek individualni sistem potem iztiri in postane ena bolezen ali pa druga bolezen, ki se potem pač vejejo še na posamezne podtipe. Zdaj zato, da ne govorimo samo o genih, genomih in sekvenciranju, imamo pa tudi še en čip za odziv človeškega mikrobioma, kjer pa dejansko lahko izmerimo, kaj mikroorganizmi počnejo takoj v trenutku, ko vzorček odzamemo, se pravi ta telefonski imenik mikrobov dopolnimo z njihovimi opisi dela. Če si lahko predstavljamo, hrana, ki jo pojemo skozi naše črevesje, potuje v takih kepicah in naše črevesje te kepice potiska navzdol. Zdaj taka kepica, taka žogica, je ta portugalska žoga, imate zunanji ovoj in sredico. Ta zunanji ovoj neprestano v stiku z našim črevesjem. Zdaj, mi smo točno to naredili, da smo vzeli ovoj, se pravi zunanji, površinski sloj te kepice in notranji zaščiteni sloj te kepice. In smo ta dva vzorčka vzeli iz enega pacienta, ki ima vnetje črevesa. Te črtice, ki jih vidite, so, rečemo, poraba enega reporterskega, pač poraba nečesa, nastajanje nečesa. V bistvu je to kinetika. In na tej strani 12, če pogledamo tle, je en substrat, je humani mukus, to je naša črevesna sluznica. In če pogledamo zunanji del blazno hitro porablja ta substrat. Tista sredica pa bistveno počasneje porablja ta substrat, kar pomeni, da mikroorganizmi tlele imajo že vsi izražene gene za porabo tega mukusa. Če pogledamo njihovo metabolno aktivnost brez dodatka česarkoli, to je samo v vodi, potem poraba tega substrata na zunanji strani te žogice je hitrejša od porabe substratov na notranji strani. In če pogledamo recimo za glukozo, tudi vidimo, glukozo ti mikroorganizmi blazno hitro porabijo v primerjavi z mikroorganizmi v notranjosti, kar kaže, da mikroorganizmi na zunanji strani bistveno hitreje razgrajujejo karkoli jim pride pod roke. In na tak način lahko testiramo naš fekalni mikrobiom z drugimi kemičnimi izzivi, z partikulatnimi delci, ki se nahajajo v zraku zaradi prometa, plastiko, biopolimeri, dodajamo zdravila in dejansko lahko študiramo, kako se mikroorganizmi odzivajo pri nekem bolniku. In tudi končno stanje lahko pogledamo za množico tehnik in pogledamo njihove odzive. In z vsem tem imamo v bistvu spet možnost zgraditi podatkovne baze, ki so povezane z odkrivanjem bolezni. Vse to pa samo zato, da bi zmanjšali vpliv teh bolezni na zdravje človeka. Tako da skupina, ki jo vodim, je bioinformatika kemijskih reakcij v metabolnih odzivih mikrobioma. Se pravi, imamo mikrobiom, ki ga razbijamo na različne informacijske rezine, pomerimo termodinamske pogoje, kemijo, fizika, sile, ki se nahajajo tam, pomerimo njihove metabolne aktivnosti in jih povežemo z boleznimi. In tukaj nam je v veliko oporo sama ideja NASE, ki je definirala življenje kot samovzdržen kemijski sistem, sposoben darwinistične evolucije. Se pravi, življenje, mi smo samovzdržen kemijski sistem. Poudarek je kemijski, ki je sposoben darwinistične evolucije. Kemijski pomeni, da ni ločnice več med tem, da virusi potrebujejo pa celice za razmnoževanje. Celice potrebujejo kisik za rast, pa glukozo, ali pa svetlobo. Ampak je samo vzdržen kemijski sistem sposoben darwinistične evolucije. In to precej razširja miselni prostor za ugotavljanje, kako ta kompleksen prostor biokemijskih avtomatov pravzaprav deluje. Zaradi tega govorimo danes o mikrobiomu, ko ste ves čas poslušali mikrobiom kot skupni genetski material mikroorganizmov
v določenem okolju. Se pravi, gledamo njihove gene, gledamo, kako okolje imajo in njihov teater aktivnosti. In to je točno to, kar v bistvu mi počnemo, se pravi, študiramo mikrobiom, termodinamske pogoje, v katerih so taki, kot so, katere metabolne aktivnosti izvajajo in kako je potem to povezano z fenotipom gostitelja, kjer to je. In zanimivo je, da ta isti sistem mi lahko naredimo na blatu čistilne naprave, to lahko uporabimo na zemlji, na globokomorskih sedimentih, pri razgradnji polimerov. Zdaj študiramo mikrobiom meduz v Jadranskem morju, ker so eni primarnih producentov. In je v bistvu ta tehnologija ni samo na človeku, ne deluje samo na nivoju človeka, ampak tudi na drugih živih. In se pravi zdaj, kompleksni sistemi, majhne enote sodelujejo nelinearno in ustvarjajo nove lastnosti. Ne smemo pozabiti, da iste informacijske rezine, ki so prisotne pri višjih organizmih, kot so ljudje ali pa evkarionti recimo, imamo potem tudi pri mikroorganizmih. In zdaj mikrobi plus okolje rečemo mikrobiom. Zakaj je tale enka? Ker to okolje ni isto okolje kot okolje, ki mu je izpostavljen gostitelj. Zaradi tega, če rečemo ljudje plus okolje, se pojavljajo znake kot humanom, se pravi neka združitev. To okolje je zunanje okolje, dočim mikrobi ustvarjajo pa še notranje okolje, ta metabolni ocean znotraj telesa. In so razne ideje, kako naj bi se to poimenovalo, ampak najbolj zdaj se je prijela oznaka, da je to nek umestni mikrobiom človek. Tle morda boste zamahnili z roko pa rekli, kaj zdaj tle prepotenciramo vpliv mikrobioma, ampak dejansko živali brez mikroorganizmov, gnotobiotske živali, so praktično zelo depresivne, zakrnele, kratkožive, rahitične in velikokrat neplodne. Se pravi, mikrobiom kot tak izdatno pripomore k razvoju osi, možgani, prebavni trakt, možgani, pljuča, srce, vse v povezavi s prebavnim traktom in metaboliti in signalnimi molekulami, ki jih ti proizvajajo. Zatorej naj ostane kot en tako pomnik, da ta brokoli, ta zdravi del tukaj se zelo pogosto spremeni v množico enih bolezni, ki so povezane z vplivom mikroorganizmov in ne na tak klasičen način, en mikrob, en povzročitelj, ampak več mikroorganizmov, stotine njihovih produktov z spremenjenim delovanjem naše biokemije, ki vodijo v določene bolezni. In točno na tem presečišču delujemo, ker so neprenosljive bolezni ali pa bolezni, ki niso kužne, so tiste, ki danes predstavljajo eno veliko breme za javni zdravstveni sistem celotne Evropske unije. In vidimo, da mikrobiom dejansko ima napovedno vrednost, je uporaben, hkrati pa tudi mehanistično razložimo velik del tistega, kar je bilo prej nerazloženo. In se pravi, dejansko lahko uporabljamo 10 na N mikrobov njihovih metabolitov in nam ni treba uporabiti Kohovih postulatov in za razvojem drugih statističnih pristopov. Lahko tudi vzročne povezave vzpostavljamo, vendar potrebujemo pa res veliko količino zelo dobrih podatkov. In to nas potem pripelje do ekipe, ki je tle udeležena. Seveda to ni vse moje maslo, to je Boštjan, to je glavni programer, Leon, to je glavni Chief of Operations, zdaj je zaposlen v The New, Nizozemska, jaz, potem Maša za mikročip, Janez Plavec za NMR, Matej Žukrinc za jezikovne modele, Sabina Kolbler-Repinc za laboratorij in kemijske meritve, Klemen Potočnik za vzorce živali in kemijo, ki jo tam imamo, Damjan Nasredkar, Eda Vrtačnik-Bokal, Rok Gašperšič. To so pa vse zdravniki, vodje oddelkov na kliničnem centru v Ljubljani. Damjan Nasredkar je pediatrična klinika, Eda Vrtačnik-Bokal je ginekologija, Rok Gašperšič je stomatologija, potem so pa preko njih še drugi kolegi
udeleženi, od infektologov do nevrologov in tako naprej. In tukaj hvala za vašo pozornost.